Tako kot postajajo pametnejši naši telefoni in druge naprave, z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije postajajo pametnejša naša mesta. In kaj pravzaprav so pametna mesta? V splošnem jih definira več teorij, če poenostavimo, pa gre za tista, kjer so digitalne tehnološke rešitve vpeljane v vse oblike javnega servisa, od prometa, zdravstva, ravnanja z odpadki do izobraževanja in skrbi za starostnike. Področji, na katerih ki jih lahko uvrstimo v to kategorijo pametnih rešitev za pametna mesta, je ogromno. In bistvo tega našega akta oziroma tega odloka oziroma te strategije je v tem, da si zastavimo pravzaprav neke dolgoročne cilje, da vemo, kam želimo priti in da si nekako tudi deklarativno zadamo nalogo, da uporabimo čim več teh pametnih rešitev, da bi bilo življenje našim občanom čim lažje. Jaz to podpiram Krško kot pametno mesto, to bo veliki razvoj, predvsem za mlade. Mi starejši toliko ne bomo tega več uporabljali, mislim, na mladini se pa bo veliko poznalo. Poleg strategije Krško pametno mesto so svetniki sprejeli odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa in letni program športa. V proračunu za leto 2021 za to področje namenjajo dober 1 milijon evrov. Z letnim programom športa je približno 700 000 evrov namenjeno za programe športa, se pravi za dejavnosti društev, za kadre, materialne pogoje in pa tudi seveda za uporabo športnih površin. Približno 300 000 evrov je pa namenjenih za investicije na področju športa. Svetniki so med drugim sprejeli tudi pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj občine Krško. Občina bo namreč predvidoma decembra objavila razpis za najem oskrbovanih stanovanj, ki jih družba Kostek gradi v neposredni bližini Doma starejših občanov Krško na Kovinarski ulici in bodo zgrajena do februarja prihodnje leto. Občina jih bo odkupila 14, stanovanjski sklad pa 15.